tisto, kar dela to igro zanimivo, lepo, kvalitetno, se pravi od driblingov, podaj, zadetkov, to je številka 10. Številka 10 definitivno nosi največje breme, tako v pozitivnem smislu kot v negativnem smislu. To so veliki pritiski, ampak s temi pritiski številka 10 mora značiti. Zahovićeve žoge so videle 2-3 poteze vnaprej, vedno. Era um jogador que jogava em qualquer equipa nacional. Imel je to v DNA, v genih, da je znašel se na mestu tam, kjer je moral biti in da je žogo poslal tja, kamor je moral. Trenerji, ki so takrat bili v nogometni šoli NK Maribor oziroma moji osebni trenerji, so bili tudi znani in neznani, se pravi tudi med temi legende NK Maribora, kot so Herbert Klančnik, kot je pokojni Mladen Krajnc, kot je Simeunovič, ta seveda tudi manj znani, kot je Max Lečnik, kot je Bojan Petek. Moram reči, da so zelo posvečali se nam fantom in zelo nam je dalo tisto, kar smo več kot potrebovali tudi v tujini, da bi delali razliko. Zahovićevih začetkov se spomnim zelo dobro. Bil je izrazit dribler. Predriblal te lahko na pol metra. Pa tudi ni bilo važno, kakšnega nasprotnika imel, ali je bil veliki, ali je bil mali. V glavnem imel je svoje finte v glavi, me se dela imel zarisane. Drugače pa je bil izredno priden, delaven. Včasih je že dosti prej bil na štadionu, pa v luknji žongliral. Tako da meni se zdi, da ni mogel brez žoge biti, da mu je žoga bila več, kot pa tudi učenje, ne. Starša moram reči, da kot vsak starš, kadar otrok se razvija v pravilni smeri ali pa dobro, sta ponosna. To je jasno, z veseljem spremljata, gledata tudi tiste vsak poraz in zmage doživljata s tabo. To se mi zdi spontano in normalno. Nogomet kot ljubezen, nogomet kot poklic, športnik spozna, kadar gre hitro v tujino. Strast kot tisto, kar te vleče, da bi postal nekdo in nekaj, je v mladih letih. In tujini te hitro naučijo, da je to poklic, še prej te pa naučijo, da je velik posel. Milko Đerovski je bil v Mariboru naslužen vojaškega roka, igrali smo mali nogomet. Sam sem bil takrat verjetno daleč najbolj perspektiven igralec v slovenskem prostoru mladi. On je to opazil, mi je dal to priložnost, da grem na porobo v nogometni klub Partizan. Zlatko je v Beograd prišel zelo mlad. Takrat niso bili neki bleščeči časi, tako da je bilo nujno potrebno se nekoga prijeti in mislim, da sva bila tu kar en drugemu v veliko podporo. Jaz nekaj let starejši, tam sem bil že nekaj časa, tako da se je v močnem moštvu Partizana bilo potrebno izboriti za ekipo, kar ni bilo lahko. Prehod je bil zelo, zelo težak, kajti že Maribor kot mesto v tistem času in Beograd kot mesto v tistem času je bilo ogromna razlika. Kaj se pa tiče samega prestopa športnega, mene je neverjetno vodila ena ambicija, ki enostavno se je spremenila v takšno energijo, da se mora uspeti. V tistem obdobju, ko sem jaz bil predstavnik Društva prijateljev Partizana iz Maribora, sem bil član skupščine v Beogradu, je Partizan bil edini ali pa redki klub, ki je z teritorije bivše Jugoslavije sprejemal vse igralce, ne glede na versko ali pa kakšno drugo pripadnost. In med njimi je seveda bilo tudi veliko igralcev iz Slovenije. Seveda največ ima tistega, ki je dal Crveni zvezdi gol, en od teh igralcev tudi Zlatko Zahović, in je šel s tem golom v zgodovino. 1:0 za Partizan, Zlatko Zahović. Ja, Ivan Osijek je sigurno imel ogromno vloge, ne samo v moji karieri, ampak v ogromno karieri nogometašev, ker on je kot trener ustvarjalec. In nekaj je videl v mladem fantu, neko ambicioznost, nek talent, ki bi se še lahko razvijal in ki bi pod njegovim vodstvom lahko dosegel marsikaj. Moram reči, da niti malo nisem čutil nobene razlike v odnosih, tako soigralcev, sploh ne navijačev, kaj šele vodstva kluba, se pravi. To so bili odnosi, ki si samo športnik lahko zaželi. Sveda pa propadanje kot same take države smo začutili, čeprav je nogometaš nikoli ni
čutil dobenega pomankanja, ampak normalno, da ti ni prijetno, kadar vidiš ostale ljudi, da nekako so zelo nezadovoljni, da država ne gre v pravi smeri, da je vedno več stvari, ki si nihče ne želi. Sigurno se moramo vrniti nazaj na obdobje osamosvojitve Slovenije in takrat je nekako začela nastajati tudi slovenska nogometna reprezentanca. No in takrat je potem tudi prišlo do širjenja igralskega kadra, iskanja igralcev, ki trenutno niso bili v slovenskem prostoru in eden izmed njih je bil tudi Zlatko Zahović. Torej leta 1992, mislim, da je november mesec bil, Slovenija je šla na gostovanje v Cipr na prijateljsko tekmo in takrat sta z Zlatkom v bistvu odigrala edino tekmo skupaj v isti ekipi. Jaz sem bil na zaključku svoje kariere. Po tej sezoni sem jaz pač prenehal z aktivnim igranjem. Zlatko pa je v bistvu začel stopati na to mednarodno prizorišče. Sam sem se odločil, da v tistem času, ne glede na to, da sem s Partizanom že dogovoril o nadaljem sodelovanju in sem prosil za odhod in to Partizanu so sprejeli nekako s težkim srcem, ampak vseeno so razumeli in mi omogočili odhod na Portugalsko. Moram reči, da začetki so bili zelo slabi. Zelo slabi. Guimarães je velik klub, je klub z odličnimi navijači, ampak enostavno se bi to zame prehitro zgodilo. 22 let, pričakovanja njihova so bila velika, moja tudi, ampak enostavno včasih čas adaptacije traja. In začetki so, tako sem rekel, bili vse prej kot prijetni. Tudi določeni zapleti okoli transferja so se zgodili, tako da mi v tej smeri niso pomagali, ampak ljudje so le imeli potrpljenje z mano e na koncu smo lahko bili svi zadovoljni. Sim, não é por ser meu amigo, mas acho que ele, como jogador, foi das coisas melhores que eu passei em Portugal a jogar a bola, porque era uma pessoa completa, era uma pessoa que nos treinos, que toda a gente dizia que lutava até à última e acho que só não dava grande jogador como dele se não quisesse. Por isso mesmo, o que ele fez foi muito trabalho e com uma família por trás que o apoia muito, que isto, eu reconheço isto. Foi uma grande ajuda para ele. Za José Vego, ki je bil takrat daleč najsposobnejši menedžer na svetu, sva se spoznala pri prestopu z Guimarãesa v Porto. Zdaj, z Guimarãesa v Porto je bil vse prej kot lahek prestop. To je bil en prestop, katerega še danes Portugalci pravijo najtežjih oziroma najbolj konfliktnih oziroma najbolj polemičnih prestopov, s katere jaz praktično nisem imel nobene veze. Eu recordo bem do Zalbic, excelente jogador, estratega, que passou aqui pelo Vitória, embora na parte final saiu assim um bocado, com uma situação um bocado complicada, foi quase, como se costuma dizer, raptado para o Porto. No, organizacija Porta, ki je, mislim, da najbolj organiziran klub na svetu, je nemogoče, da ne uspeš. Kajti oni toliko polagajo v tvojo adaptacijo, toliko ljudi dela v tem klubu in toliko ljudi je servis igralcem, trenerju, da enostavno to ni slučajno, da je Porto najtrofejnejši klub od leta 82, odkar je predsednik gospod Jorge Nuno Pinto da Costa. Foi sempre o Porto, foi uma equipa que os jogadores que vinham para cá e vêm para cá, tanto português como estrangeiro, sabe a mentalidade deste clube, sabe que é um clube campeão, sabe que é um clube que dá tudo e os jogadores que dão tudo dentro do campo, por isso todos os jogadores que vêm normalmente sentem já o espírito da própria cidade, dos próprios adeptos, dos próprios colegas de equipa que vão se incentivando em cada treino, em cada momento do jogo, em cada momento da vida particular. Por isso eu acho que este é um clube realmente muito especial por estas razões todas. Če ne uspeš v tem klubu, potem se res
niti malo ne posvečaš svojemu poklicu, niti malo nisi ambiciozen in takih igralcev v Portu lahko preštejemo na eno roko. O Zá chegou realmente com grandes expectativas, logicamente jogando num Guimarães ou jogando no Futebol do Porto é totalmente diferente, mas é como disse, ele quando viu primeiro esta equipa, era uma equipa vencedora também, era uma equipa que já tinha ganho 2 anos na altura do seu Bobby Robson, apanhou o Oliveira, que realmente continuou com essa dinâmica, com muitos jogadores com um grande potencial, e ele foi aquela peça que faltava, foi aquela peça que encaixou perfeitamente no nosso plantel, e por isso, pelo sucesso dele, pelo sucesso que a equipa teve também, ganhar os campeonatos, ganhar as taças de Portugal, ganhar outras competições. É um jogador que nos marcou muito, que jogou muito bem, são coisas que fica sempre no nosso clube. O Zá Vicky é dos anos 90 e tal, é grande jogador do Porto, grande jogador, não é hipótese, melhores que possível aqui no Porto. O Zá Vicky tinha realmente uma particularidade, que era não tinha medo de assumir o jogo, mesmo em situações diferentes do jogo, em que as coisas não estavam a correr bem, em que a equipa passava por maus momentos, em que a equipa realmente ou podíamos estar a perder. No 1 contra 1 era muito bom, tinha bom remate fora da área, aparecia em zonas de finalização, apesar de ser um médio interior esquerdo, é que fazia muitos golos durante o campeonato. Era um excelente jogador com o pé esquerdo, na ala esquerda. Agora marcava muito bem os livres e mais não me lembro, marcava muitos golos. Acho que era um bom jogador da ala esquerda que o Porto teve. Foi um bom médio, um dos melhores médios que nós tivemos no Porto. Esquerdino, marcava muitos golos. O que fez de pior foi ter ido para o Benfica. Falar sobre o Zá Vicky é falar sobre um dos melhores jogadores que passou pelo futebol português. Foi um jogador muito bom, com muita categoria e que deixou marca no futebol Clube do Porto. Foi um grande dragão. Obrigado. Kar se tiče navijačev, moram reči, da vse posod sem imel odlične odnose z navijači. Seveda nekje malo bolj, nekje malo manj, ampak navijači so tisti ljudje, za katere se igra, navijači so tisti, kateri prvi prepoznajo kvaliteto. Seveda zdaj včasih z pozitivnimi rezultati, toliko bolj z negativnimi, tako smo že prej govorili, pa seveda pride tudi do marsičesa. To je šport, to je novo. Kot prvo bom povedal eno zgodbo srečo v Katancu. Kako bom prišel za selektorja Slovenije. Pa nikoli nisem to povedal. V enem trenutku je prišel gospod dr. Zdenko Verdenik v Maribor in v hotelu Slavija. Smo se pogovarjali, kaj jaz mislim, kdo lahko selektor Slovenije. Jaz sem mu rekel Srečko Katanec. Gospod doktor za mano ni padel stol. Se pravi, on njega ni verjel niti malo. Kajti Srečko je ena posebna osebnost, katera pozna zelo nogomet, ima ogromno energije, ker način, na kakšen je on uspel, ni običajen v svetu nogometa. Se pravi, to energijo treba spoštovati. Z vsemi pomanjkljivosti, ki imamo vsi mi, je to v kakšnih očeh lahko drugače, kajti ljudje so pri nas navajeni gledati tiste napake, ki jih vsi imamo, namesto tiste dobre stvari, ki jih mi imamo. In seveda v vprašanju, zakaj sem rekel, gledaj, edini je igral na velikih tekmovanjih, v velikem klubu, v veliki ligi, v ligi prvakov, prišel je s to in to energijo. Pustite ga, da dela, mi bomo šli na evropsko prvenstvo. Reprezentanca rezultatsko ni bila v najboljšem stanju. Potem, ko sem pa prevzel samo reprezentanco, sem pa začel normalno z določenimi aktivnostmi, katere spadajo k delu selektorja, poprašati, v kakšnem stanju je reprezentanca, kakšni so odnosi znotraj, tako da je bilo kar nekaj določenega dela za narediti. Moram reči, da s prihodom Srečka Katanca se je marsikaj spremenilo, ampak tudi njemu ni bilo lahko. So bili sami začetki vsega tega, nekako nogomet še ni imel pravo veljavo v Sloveniji. Seveda ljudje, ki so delali v nogometni zvezi, so bili navajeni sodelovati, ne zmagovati. In s Srečkom je to prišlo.
Očitno je imel Katanec to sposobnost, da je iz igralcev potegnil maksimum in je tudi točno vedel, kaj lahko kateri igralec na katerem mestu da. In s tem seveda je tudi pravilno postavil vlogo Zlatka Zahoviča, ki je pravzaprav kar naenkrat postal lider te reprezentance, kar v prejšnjih zasedbah ni bil. Seveda biti lider pa pomeni biti lider tako v načinu kvaliteti igralcev, kot v vodenju igralcev na igrišču in izven njega. Vloga Zlatka je bila pri vstajanju te reprezentance, v bistvu celega nogometa v Sloveniji, v bistvu največja. On je bil naš lider. Predvsem nas je pa tudi naučil te pozitivne miselnosti, euforične miselnosti, ker on je bil že v velikem klubu v Portu, mi smo vsi še prihajali na ta nivo iz manjših klubov in on je bil kot ta vodja in tako je ostal tudi do danes. Sta bile dve tekmi, katere ste nas spravili v orbito in enostavno nam dali razmišljati, da je to naš trenutek. To je tekma v Latviji, katero smo zmagali 2-1 in tekma v Albaniji, katero smo zmagali 0-1. Enostavno takrat smo začutili zdaj ali pa nikoli. In bili smo mladi, ambiciozni in to je bila neverjetna energija, katero so kasneje tudi prepoznali naši navijači in s to energijo, ne glede kdo bi nam bil nasprotnik, spoštovanje vseh je bilo nemogoče ostati. Bilo je izrednega pomena za mene, za reprezentanco samo, za rezultate, da je dal skozi šolo Porta, kjer so gojili stil igre, kjer vsi tečejo, vsi delajo, vsi igrajo, kjer ni izrazitega individualista in tudi Zlatkove same kvalitete niso šle v to smer, da bi lahko on reševal tekme sam. Potem pa je njegova kvaliteta bila sigurno ta, da je imel egzekutorske sposobnosti, znajti se na pravem mestu, prevzeti nase odgovornost in zaključiti tisto, kar je ekipa predtem pridelala. So nekateri igralci, ki znajo braniti, so nekateri igralci, ki znajo pripraviti, imate igralce, ki se ustavijo pred praznim golom, pa hočejo še asistirati. Ne, Zlatko je bil pa v pravem smislu killer, saj v tistih prvih kvalifikacijah, kjer je igral za mene, bom rekel, pod narekovaji nor nogomet. Torej Zlatko Zahovič in gol! Zlatko Zahovič, 1-0 za Slovenijo. Do kapitanske prostore Zahovič in gol! 1-0 za Slovenijo. Nekaj težav ima sodnik s disciplino v živem zidu. Bomo videli torej Zahovič in gol! Fantastičen gol Zlatka Zahoviča. Prestopil v Olympiakos, sem že v tistem času bil, bom rekel, en od največjih igralcev v Evropi, ampak tudi poslovnežev v nogometnem smislu. In za me v tisto obdobje je bilo čisto spontano in bom rekel, mogoče zdaj bi komu izgledalo drugače, kot je takrat bilo. Meni v Atenah je bilo perfektno. Bom rekel, celo kičasto, fantastično, tako na igrišču kot zunaj igrišča. Seveda, odzadaj so pa stvari, ki so poslovne, katere pa si igralec ne sme pustiti, kajti lovorike so nekaj, kar te žene, po končani karieri pa lovorike ne veljajo. Vse dogovore Olympiakos izpolnjuje, v Grčiji je vse v redu in tudi rezultati ne spremljajo, kaj je zelo pomembno, tako da ni nobenega problema. Lej sonce na vzhodu, lej
Pa ne vem, vsa ta euforija je res bila nekaj fantastičnega, fenomenalnega, nekaj, ampak za me ni bilo nič, kar že nisem doživel. Mogoče ne v dresu Slovenije, ne, mogoče sigurno ne, ampak vsa ta euforija, res si ponosen na njo vse, ampak jaz sem to že doživel v klubih skoraj vsakodnevno, vsako tekmo. Nimam besed. Zelo fantastično, zahvaljujem se vsem dejansko navijačem. Naša zmaga je tudi vaša zmaga, ker dejansko ste bili 12 igralci. Bežigrad je definitivno naš stadion. Je stadion zlate generacije. Bežigrad je bil neverjetna energija, ki smo jo mi čutili. In ta energija je praktično bila ena trdnjava, ki je ni bilo mogoče premagati. On je imel izjemno vero vase in v reprezentanco in je tudi v trenutkih, oziroma v trenutkih, ko je čutil pred tekmo, da smo mogoče malo preveč napeti, z 2-3 stavki povedal toliko, da smo potem na igrišču res bili izredno dobri. Ne smemo pa pozabiti, da je dosegal odločujoče zadetke. Rečmo se kot svoboda! Zlatko Zahović spada v sam vrh najboljših slovenskih igralcev vseh časov. Nedvomno najboljši igralec od osamosvojitve Slovenije. Jaz, ki sem ga odblizu opazoval skoraj 20 let njegove kariere, za mene to ni presenečenje in tudi njegova kariera kaže na to, da je res vrhunski igralec. Seveda, kada si profesionalec, praktično nimaš časa kot za trening in kot seveda za družino. Tako sem se jaz tudi obnašal v klubih. Druga stvar je, kada prideš v reprezentanco, pa vidiš prijatelje, pa vidiš malo ljudi, ki že dolgo nisi z njimi. Seveda potem tukaj pride tudi do nočnih izhodov, do poznih ur v restauracijah in reprezentanca je čisto ena druga oblika tekmovanja, ena oblika druženja, atmosfera je zelo pomembna. In tudi tukaj smo mi bili zlati v enem smislu, ko ljudje mislijo, da ni prav, ampak na koncu rezultat je tisti, ki odločajo. Španija je bila vedno moja želja, tudi Real Madrid je bil moja želja in bi lahko prestopil v Real Madrid, ampak želje so eno, profesionalizem drugo in športni profesionalec, seveda, ko pride v te vode, ne sme delati napačnih korakov, ne glede na svoje želje. Mislim, da to meni kar uspelo. Nosotros estuvimos siguiendo a Zahović, sobre todo después de las buenas actuaciones que tuvo con su selección. Nos dimos cuenta que era un jugador con mucho talento, un jugador que dominaba muy bien el juego y que nos venía muy bien al Valencia. Contratábamos un futbolista que habíamos visto que tenía una gran calidad y hacía goles. No, Valencijo že 2 leti prej je bila pogodba podpisana, predpogodba. To je v svetu nogometa in nogometašev normalno, te predpogodbe in še kaj drugega, kar seveda je sestavni del, pa mogoče ni za javnost. Parecía que Zahović venía a sustituir a Mijatović y eso a mí me parece que a Zahović no le hizo mucho bien porque la gente comparaba mucho Mijatović con Zahović. Aun siendo jugadores parecidos, los dos en el fondo eran un poco diferentes, ¿no? Y eso le hizo en algún momento pues tener algo de dificultad a la hora de conectar porque Mijatović en el Valencia fue lo máximo. En algún momento fue uno de los jugadores más importantes que ha tenido este club en su historia, sin duda. ¿Estás cansado por el viaje? Por todo lo que ha sido ir a Valencia. Ha sido bastante viaje y estoy cansado. Hombre, tengo un gran recuerdo de Zahović, de aquella época y sinceramente pues creo que
tanto personalmente como futbolísticamente era un gran tipo. Recuerdo que era bastante tímido dentro de lo que es el vestuario, ¿no? Un tío bastante reservado, bastante tranquilo, pero futbolísticamente pues creo que era un jugador muy interesante, ¿no? Tenía una zurda muy buena, tenía mucho gol, era un jugador que llegaba muy bien desde atrás, que técnicamente pues bueno, hacía jugar muy bien a los compañeros. Quizás no jugó tanto como él hubiera querido, porque bueno, quizás el entrenador pues tenía otra mentalidad, quizás de un equipo mucho más aguerrido, que la gente de medio campo presionara más y por eso quizás le costó un poquito más entrar en juego, ¿no? Pero creo que era un buen profesional, siempre con buena predisposición para intentar echar una mano al equipo siempre. Zlatkota sem pobliže osebno spoznal decembra 2000, ko sem se kot takrat še novinar Dnevnika udeležil Evropskega prvenstva v plavanju v Valenciji. Moram reči, da je bil Zlatko zelo dober gostitelj. Ob njem pa sem potem spoznal, sem videl z njihove perspektive, kako je to, če si slaven nogometaš v mestu, kjer so nori za nogometom. Kamorkoli smo prišli, so se vrata odpirala, ljudje so prihajali za avtograme, se slikati, ferbcati. Hombre, yo creo que era una esperanza que tenía la afición del Valencia, que no se conocía mucho y creíamos que iba a traer unos aires nuevos a la delantera del Valencia, lo que era en sí el Valencia, pero yo creo que al final falló un poquito. Es decir, todas las perspectivas que se tenían con este jugador, yo creo que le faltó chispa al final. Hector Cooper, trener Valencije, je odličen trener, mi dva smo odlično profesionalno sodelovali. On je mene želel že eno leto prej, nažalost na tega prestopa ni prišel, ali pa na srečo. Sveda je prišel za to ekipo, prišel v finale, normalno, da je verjel drugim igralcem bolj. Ampak Hector Cooper ni samo trener, tudi on je biznismen. In v svetu nogometa, v vrhunskem svetu nogometa ne igrajo vedno najboljši. Tudi trenerji imajo svoje interese. La relación de Thauvik con Héctor Cooper y con la media, yo creo que al final Héctor Cooper probablemente era un tipo de entrenador que le gustaba otro tipo de futbolista, pero Thauvik tuvo muchas oportunidades también para jugar en el equipo e incluso llegó a jugar en la final de la Champions League también. Liga prvakov je nekaj posebnega. V Ligi prvakov sem že leta in leta igral, ampak finale je nekaj posebnega, vse kaj okroža to, pa ne mislim samo medijsko, mislim vse ostalo tudi. Je res nekaj, kar si športnik lahko zaželi in na avtobusu v Milanu, se pravi, ko smo šli proti stadionu, sem prvič po dolgih letih začutil tremo. Ampak tremo, ki jo nisem mogel kontrolirati dobesedno. In jaz ne vem, kako so se sicer moji soigralci počutili, ampak verjamem, da je zelo podobno. Ampak ta trema je, ko stopiš med tiste 4 linije, še vedno seveda v obleki na začetku, je enostavno zgine, enostavno se ta energija trema spremeni v neko ambicijo, v neko željo po zmagi. Hombre, tengo un recuerdo parecido a Thauvik, la verdad es que es una sensación muy importante y de muchos nervios porque es un día pues muy especial, ¿no? Creo que jugar una final de Champions no se juega todos los años y en ese momento que llega el autobús al estadio pues vemos a todos los aficionados del Valencia que estaban allí cerca del túnel de vestuarios y por supuesto que el cuerpo te pide jugar rápido el partido y bueno, poder vivir una final, ¿no? Y lástima que no la pudimos ganar. Tradicija klubov je zelo pomembna, sploh v finalih, kajti v finalih ponavadi ali pa zelo pogosto odločajo mali trenutki. Mali trenutkov ne moreš ti kupiti, ne moreš biti kvalitetnejši, manj kvalitetnejši. Enostavno je del, ki igralec ne more priti, to je sreča. In v čim večjem klubu igraš, večjo tradicijo ima, večjo srečo imaš. Lo que pasa que sí que es verdad que siempre tendrá esa final de la Copa de Europa donde el Valencia lo tuvo fácil y él tuvo el gol del último minuto y luego tuvo la mala suerte del penalti. Pero bueno, en cualquier caso fue subcampeón de Europa con el Valencia, o sea que también tenemos un buen recuerdo de él. V enem trenutku pri tej 11 metrih sem počutil presigurnega, v drugem trenutku
Pa sem vedel, da bom zgrešil, samo ne bi prepustil nikomor žogo, enostavno. Zato sem v Valenciji, zato sem, da streljam 11 metrovko in z vsemi pozitivnimi, negativnimi posledicami se moraš soočiti. In pač to tako, to je življenje profesionalca. Ampak moram reči, da jaz nikoli nisem to 11 metrovko podoživljal, niti svoj golov. Mi smo vsi vedeli, kaj se bo zgodilo in se enostavno mora zgoditi zaradi tega, ker ti nogometna zveza enostavno ni bila pripravljena na velike stvari. In se je dogajalo na brzino, naenkrat so ljudje plavali v medijskem pritisku, naenkrat so ljudje plavali v finančnih dobrinah, opozabili so, da so servis ekipe in normalno na koncu je konflikt bil neizbežen. Nenormalni dogodki naredijo tudi nenormalne posledice. In trenerji in predsedniki bi radi vodili v uspehu, v neuspehu so pa igralci, to ne gre. Nogometna zveza gotovo ni bila pripravljena na ta nogometni boom in seveda to je tudi eden od razlogov za nekatere od težav, ki smo jih imeli kasneje. Srečko je bil mlad trener. Definitivno, da njemu ni bilo lahko, ker kot igralec ti skrbiš sam zase. In tako to je prav. Nogometaš je egoist. Zakaj ne bi bil egoist, če je profesionalec in skrbi o svoji karieri? In seveda, kasneje, kadar ti moraš skrbeti od ostalih stvari, ki okrožajo nogometno ekipo, pa včasih ni enostavno. Sem prepričan, da bi danes sam drugače reagiral. Nismo bili pripravljeni od igralcev samih do nogometne zveze, do cele javnosti. To so čisto določene situacije, ki se pojavljajo potem pritiski in potem enostavno nekdo podleže temu pritisku, greš v eno drugo skrajnost, nisi enostavno več ti, začneš razmišljati drugače, dobiš pod narekovaji prijateljev okrog sebe takšnih in drugačnih in vse to vpliva na igralce in posledično se lahko stvari začnejo dogajati. Sej tudi potem stvari, ki so se post festum zgodile med mano pa med Zlatkotom, jaz nimam nobenih, kar se mene tiče, zamer več. Konflikt s Srečo, Zlatko ima za sabo veliko teorij zarote, osnovno je pa samo ena. Srečo na svoji ravni ni imel tekmeca, Zlatko pa na svoji. Šlo je pa seveda za trg dveh egocentrikov, med katerimi je bil Zlatko Zahovič v vlogi umetnika, Srečko Katanec pa v vlogi delavca. Dobre ekipe brez delavcev ni in dobre ekipe brez umetnikov tudi ni. Te velike nogometne zveze so pripravljene na vsake detajle, seveda mi smo neke zadeve reševali sproti, jih improvizirali in seveda se nam je potem lahko tudi zgodilo kaj tazga, kar se kaj neljubega. Torej, to, da se je zgodil incident, seveda o tem ni dvoma. Jaz vem po tekmi, da sem isti takšen kot sem bil igrač, da sem tudi trener, da me lahko nekdo kupi, mene, mojo familijo, hišo, Šmarno goro. To se je kuhalo že ogromno časa. Bil sem tiho 20 dni, ker sem vedel, da čaka vsako mojo reakcijo, da bi rekel, spokaj se domov. Reakcije in dejanja strani Zlatka igralce ne odobravamo in jih obsojamo. Da je tako zdaj najboljše in prav, da enostavno je zaradi mira v reprezentanci, zaradi mira več kot potrebnega pred tekmami, da pač jaz odidem. Srečko in Zlatko, to je Lennon McCartney, ne? Se pravi, drug z drugim delata čudovite in krasne stvari. Vsakmu posebej pa nekaj zmanjka, verjetno ravno ta antagonist, ravno ta drugi. Kot so radi rekli, da je med McCartneyja in Lennona je prišla Yoko Ono. Tako je prišla, preko to žensko, je pri Katancu in Zahoviču pač odigrala Šmarna gora. Skratka, ženska. Vprašanje, če bi se dal zdaj karkoli drugače odreagirati pri tem famoznem sporu, kot smo takrat znali odreagirati, ne glede na to, da je bila celotna slovenska javnost kar precej ostro usmerjena proti delovanju nogometne zveze. Jaz sem bil v Koreji in žal mi je teh ljudi, ki so kakšni skoraj bankrotirali, če lahko rečem, ne.
jemajo so kredite, da so lahko šli toliko daleč stran, spodbuja to Slovenijo, ki jim je toliko lepega prinesla v tistem obdobju pod Srečkom Katancem, na koncu pa doživimo klasično zgodbo slovensko, klasično, res klasično. Se pravi, dajmo se med sabo spretne, vse to ni noben problem, ne, v tem smo najboljši, ne, na svetu, ne, takrat, ko je najmanj potrebno, ne. Žalostno, no, ampak tipično slovensko, ne morem drugače reči. Kar je Zlatko tu uspel, je verjetno to, da je v okviru iste pravljice bil tako dober, kot tudi slab. Se pravi, da je bil po eni strani ravno on tisti junak, tisti princ na belem konju, ki je zabijal gole v odločilnih trenutkih, ki je prevzel nase odgovornost in ki je v bistvu svojo vojsko vodil svetlim zmagam in časom naproti. Po drugi strani pa je bil seveda ravno on tisti zli, seveda v navednicah, lik, ki je to pravljico tudi končal. Portugalska kot država, to je moja druga država, v kateri sem preživel najlepše trenutke profesionalne in tudi osebne. Nisem videl razloga, da 30-letnik menja državo, da se gre spet adaptirati v neko novo okolje, kot pa tisto okolje, ki jo že pozna. Glede na to, da nič ne gubi v tem smislu. Tako da mislim, da je bilo to spontana in pametna odločitev. Seveda pred tem sem poklical nogometni klub Porto in sem vprašal, če bi oni imeli kaj proti. In so rekli, da ne. Benfica v tistem času je bila v groznem stanju. Vse, kar je imela Benfica v tistem času, so bili fantastični navijači in predsednik, ki je prišel na novo nogomet, ambiciozen predsednik. Vse ostalo je bilo pa zelo, zelo nizkem nivoju, glede na veličino kluba. Odraz vsem tem so bili nezadovoljni navijači, ki jih je res ogromno spremljal v vsakem trenutku. Ampak nekako vse to je sploh predsedniku, ki je glavni v tem projektu, uspelo, klub je izplaval. O Benfica hoje em dia tem critério de seleção muito apurado, portanto tem sistema, portanto uma rede de scouting muito forte e portanto o principal critério, há critério que é qualidade, portanto o Benfica, o estrangeiro para vir para o Benfica tem que ter muita qualidade. E também o Benfica olha para a questão também de personalidade do jogador, mas fundamentalmente o critério é sempre a qualidade. O Benfica tem trazido ao longo dos anos grandes internacionais, nomeadamente começou há muitos anos com os internacionais brasileiros, o Valdo, Ricardo Gomes, Moser. Recentemente apostou em grandes estrelas de futebol mundial, Zaovic, estou-me agora a lembrar, o Aimar, Saviola. Portanto, o critério é muito elevado e são jogadores que vêm para o Benfica e que têm que manter a ambição e ajudar a equipa a conquistar os seus objetivos. Slava in vse ostale stvari je bil zame najmanjši problem, zaradi tega, ker sem vedno znal ločiti profesionalno življenje od privatnega življenja, tako da skozi mojo kariero, ki je 16-letna, ne boste videli niti ene reportaže z mojega družinskega življenja. In to so tudi novinarji sprejeli, mediji so sprejeli. Ko je Slovenija postala samostojna, kamorkoli sem prišel in omenil Slovenijo, je bila prva beseda Zlatko Zahovič. Mogoče tale je manjkala neka pika na i, da bi mogoče res to svoj zvezdniški moment, ki ga je imel, lahko naučil tudi res kot nek super zvezdnik. Kar nekaj sem potoval, praktično Slovenije niso poznali po ničemer drugega kot po nogometu in seveda Zlatko Zahoviču. Pa naj se bilo to v Afriki ali pa v Aziji. Konec kariere za vsakega športnika, profesionalnega na visokem nivoju, verjetno precej neprijeten. Sam sem videl marsikakšno stvar, kakšne ljudi, ki so padli pod ta pritisk, ki nam ni enostavno, oziroma pod to psihološko spremembo.
Tako da sem konec že dalj časa planiral, razmišljal sem o njem in se mi je zdelo zelo pomembno, da kot prvo greš na velika vrata in to iz velikega kluba. To je zelo pomembno. Drugo, kar je pomembno, je to, da sam sebi priznaš, da enostavno več nisi ne v fizični kondiciji, ne psihološki, ne mentalni, da bi dal tisto, kar ljudje pričakujejo od tebe in zahtevajo od tebe, glede na to, da si ti tisti, ki dela razliko. Obdobje selektorstva od leta 2002 do 2004. Takrat je bil on sigurno najbolj ključen igralec naše reprezentance. Takrat je počasi že končeval svojo kariero. Tudi imel je že določene poškodbe, ki so se takrat nekako bolj pogosto vrstile in posledično temu, mislim, se počasi tudi potem približalo kraj njegove reprezentančne kariere. To je bila hkrati zadnja velika nogometna predstava na odsluženem stadionu za Bežigradom, kjer je Slovenija dokončno dobila nogometno identiteto. Desetka Slovenije je dobro ocenil svoje zmožnosti. Popularni Zaho se je bolj kot ne sprehajal in na nek način tudi odkril karte glede nadaljevanja igralske kariere. Mislim, da je več kot razvidno, se zelo težko nadaljujem kariero. Kar se tiče UEFA Pro licence, se pravi, to je najvišja licenca, ki jo ima lahko posameznik v svetu trenerjev. Sem to naredil kot eno opcijo več, da imaš kaj delati v nogometu ali pa oziroma, da si lahko zbiraš funkcije. Ves ta muzik, kaj se zaključene zgodbe tiče, mislim, da mi je uspel po eni strani, po drugi strani pa seveda 2 leti kasneje mi je pa ta adrenalin začel primanjkovati in dobil sem ga v obliki NK Maribora. Zlatko Zahović je končal svojo športno kariero, vrnil se v Maribor, nameraval se seveda tu ustaliti in smo se nekako našli, računali na to, da bi lahko njegove bogate izkušnje na tem športnem področju uporabili tudi za NK Maribor in zgodba se je očitno dobro končala. Zlatko daje delo športnega direktorja novo dimenzijo, to dejansko dokazuje iz dneva dan z pogajanji, z dvigom imidža, ustvarja vizijo, dejansko je sodelovanje z njim odlično in moram tudi reči, da je Zlatko izredno povezan z mestom Mariborom, ker na vsak način mu hoče dati veljavo. Mislim, da je Zlatko v vlogi športnega direktorja prenesel vse te izkušnje, ki jih skozi svojo nogometno pot pridobiva, kar je sam opazil, kar mu je mogoče kdo v tujini tudi povedal, pokazal. Spojil vse to skupaj v eno izredno celoto, v kateri se vidi, da je vsaka poteza premišljena, da je vsaka poteza na mestu in da je vsaka poteza tudi izredno uspešna. Pot, ki sem jo prehodil v NK Maribor, je zelo podoben in turbulenten kot v svoji karieri. Se pravi, od najhujših stvari do najlepših stvari, od grdih do lepih. Ker v življenju, če si ambiciozen in hočeš nekaj narediti, ni z rožicami poslano, je zelo težko zaradi tega, ker samo okolje tega ne sprejme. Zdaj, če govorimo sploh o slovenskem okolju, nekaj premakniti kamen je že težko, kaj šele rezultate, kaj šele povečati ambicioznost, kaj šele izboljšati infrastrukturo, razmišljanje ljudi, da je NK Maribor definitivno lev, ki spi in da zato ni kriva inštitucija, ampak zato smo krivi vsi mi, ki živimo v tem mestu. Klub smo uspeli skupaj seveda finančno stabilizirati in pa seveda ohraniti to dejansko tekmovalno ambicioznost, katero imamo. Postali smo udeleženci Lige prvakov, poskušamo vsako leto narediti največ, kar je možno in seveda je tu Zlatko to del odločilni. Zdaj nam je marsikaj že uspelo spremeniti, uspelo tudi narediti, ampak tukaj zaspati je velika napaka in vsakim dnevom probati se izboljšati in to je nogomet, to je življenje v nogometu.
Po mojem je bil on talent. On se je rodil. On se je rodil z žogo, lahko rečeš. Zahovič si je vedno upal več kot drugi. Toda trik je v tem, da si je več kot drugi upal ravno za druge. Zato, da se drugim ne bi bilo treba upati več. Zdi se mi, da je bil on igralec, ki ni nikoli dvomil, ki se ni bal nikogar in je s tem lahko tudi ponesel ekipo. Ne? Njegova vloga je tako izjemna, mislim, da ga lahko gledamo sam kot velikega pozitivca. To je bil igralec po momentov, trenutkov, izvrstnih potez, izvrstnih rešitev. Zakaj je tudi Zlatko tako širok igralec, ker pač zelo širok gleda na svet, ne? Za mene je on prvi nogometaš Slovenije vseh časov, tudi zaradi tega, kje je igral, tudi zaradi tega, ker je igral v finale Lige prvakov, ker je dal skozi te čudne in čudežne zgodbe z reprezentanco Slovenije in predvsem zaradi tega, ker je izredno nepredvidljiv. Usei era uma pessoa tímida, mas muito simpática, ou seja, não havia razões, além dele ter aquele valor que tinha em termos de jogador de futebol, era uma pessoa que todo o mundo, todo o plantel, toda a massa associativa, a direção gostavam dele. On je en od redkih ljudi, kateri od svoje mladosti upija in si zapomni besede vseh. On je bil nekako eden tistih zadnjih romantičarjev, če lahko rečemo v nogometu, prava desetka, jaz temu rečem. Odličen solist in tehničar, nepredvidljiva, zvita igra in zapomnil si ga bom tudi po njegovi posebni frizuri. As palavras que tenho para descrever sobre ele não existe, ele é uma pessoa completa, como ser humano é muito boa gente, amigo do amigo e faz com que as amizades se mantenham hoje. Nogomet sem izbral verjetno čisto spontano, to je verjetno v krvi, v genih, tako da je zelo težko vprašanje, ampak sem vesel in sem hvaležen svoj spontani izbir. Najprej ni bilo nič, potem so prišli delavci, pravi mali črt o naši evoluciji. Zgradili so nam svet, dinozaure in risanke, s pomočjo deklet so zaplodili narode, na severu bele, na vzhodu rumene, v Afriki črne, na Marsu zelene. Tisti z velikim srcem, polnim smeha in sonca, po svoje premaknjeni, tisti smo s tega konca. Tisti z velikim srcem, polnim smeha in sonca, po svoje premaknjeni, tisti smo s tega konca. Nekateri so za žur, drugim pa še ležanje, srečni živijo brez ur, nimajo časa za spanje, pod zemljo kraljuje rudar, iz hrtov si gola že kuha, na morju je glavni mornar, Popaj nikoli ne bruha. Indijanci so nežni, Butalci neumni, Vikingi kruti, vesoljci pogumni. Ti
tisti z velikim srcem, polnim smeha in sonca, po svoje premaknjeni, tisti smo s tega konca. Tisti z velikim srcem, polnim smeha in sonca, po svoje premaknjeni, tisti smo s tega konca.